V Gornji Radgoni so tradicionalno pred odprtjem sejma Agra predstavili 63. izdajo sejma. Tokratna država partnerica bo Srbija, sicer pa sodelujejo številnimi zunanjimi izvajalci in sodelavci. Letošnji sejem, 63. po vrsti, bo odprl svoja vrata 23. avgusta. In seveda svečana otvoriteljica letošnjega sejma bo predsednica republike, doktorica Nataša Pirc Musar, ki je tudi častna pokroviteljica sejma. Seveda pa ne bo manjkalo ob njej tudi ministrov, državnih sekretarjev in seveda drugih pomembnih gostov. Seveda veseli smo, da je letos država partner Srbija, za katero imamo seveda zelo dobre poslovne odnose oziroma gospodarsko sodelovanje, o tem mogoče malo kasneje. Seveda v pripravah na sam sejem moram reči, da seveda za tak sejem kot je Agra, ki je neke vrste zrcalna slika slovenskega kmetijstva in ponudbe za slovensko kmetijstvo in agroživilstvo, sodeluje ne samo ekipa Pomurskega sejma v celoti, ampak veliko zunanjih sodelavcev. Preko 200 strokovnih sodelavcev pripravlja različne vsebine, od strokovnih razstav do seveda veliko jih sodeluje v strokovnih ocenjevanjih kot seveda ocenjevalci, kot eksperti. Seveda še enkrat toliko ali še več jih pa za organizacijo potrebujemo v času sejma. Ali so to tehnično osebje, ki pripravljajo različne stojnice, priključke in seveda vratarje, čuvaje, redarje, čistilce in da tega vsega ne naštejem. Govorim zaradi tega, ker je ta sejem ni samo pomemben za sam Pomurski sejem, ampak je pomemben tudi za regijo, za občino, kajti od tega sejma imajo koristi tudi seveda gospodarske družbe in posamezniki, ne samo gostinci, ampak tudi številni servisi, ki se v času sejma in v pripravo vključijo v ta sejem. Sicer pa na letošnjem sejmu sodeluje 1710 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve. Razstavni prostori so seveda eden najpomembnejših dejavnikov na sejmu. Potrošnje, seveda tudi živilske in živilsko-predelovalne industrije. Drugi segment so strokovne razstave, kjer seveda največji delež zavzemajo vzorčni nasadi, od gozdno-parkovnega nasada do vrtov, in pa seveda strokovne razstave, ki so na različnih torej hlevskih površinah, to pomeni razstave živali, kjer lahko rečemo, da je pravzaprav to najzahtevnejša tudi razstava, kajti vedno trepetamo za temi pri teh razstavah glede bolezni, glede kakšnih epidemij, kakšnih posebnih predpisov, ki se vedno znova sprejemajo, glede ravnanja z živalmi, ampak tudi letos nam je uspelo pravzaprav razen prašičev pripeljati vse pač tradicionalne razstave tudi na ta sejem. Že pred sejmom potekajo strokovna ocenjevanja. Letos smo izvedli oziroma eno ocenjevanje še stoji pred nami, to je ocenjevanje kmetijske mehanizacije. Drugače smo pa izvedli že 5 mednarodnih strokovnih ocenjevanj, med katerimi je prav gotovo najpomembnejša oziroma največja po številu vzorcev ocenjevanje vina pod blagovno znamko Vino Slovenije. Letos pa je presenetilo tudi ocenjevanje medu,
Očitno je letos dobra letina tudi za čebelarje, tako da smo imeli na letošnjem ocenjevanju medu blizu 300 vzorcev medu, kar je seveda svojevrsten rekord. No, pomemben del sejma, ki se odvija v času sejma, so pa strokovni posveti, predavanja, okrogle mize, B2B srečanja in tako naprej. Tudi tukaj se bo v letošnjem letu zvrstilo cela vrsta strokovno zanimivih in pa tudi, da ne rečem, politično zanimivih tem, ki bodo obravnavali tako slovensko kot evropsko problematiko. No in na koncu so še obsejemski dogodki, tudi tukaj je Pomurski sejem oziroma Agra poznana, imamo celo vrsto obsejemskih dogodkov od različnih tekmovanj, recimo najobsežnejše prav gotovo tekmovanje sekačev, pa oračev, pa seveda nekateri dogodki se dogajajo tudi izven sejma, to se pravi ampak v času sejma. Tako da ta segment je prav gotovo tudi izredno zanimiv. Posebej so organizatorji predstavili državo partnerico letošnje 63. Agre. To je Srbija. Za Srbijo imamo, kot sem že omenil, zelo pestro blagovno menjavo, ki je tam preko 2 milijardi na letni ravni in kar 2/3 predstavlja izvoz, 1/3 sicer uvoz. Z Srbijo pa imamo tudi mi nekako zgodovinsko zelo dobro sodelovanje in še posebej z Novosadskim sejmom, ki je veljal v Jugoslaviji, bivši skupni državi, kot prvi kmetijski sejem v državi. In moram reči, da smo mi kot Pomurski sejem na tem sejmu tudi sodelovali vedno, tudi od vsega začetka. Moram reči, da je bil moj prvi sejem, ki sem ga kot kmetijski sejem obiskal, Novosadski sejem, in tam smo seveda nagovarjali takrat pred 45 leti in seveda tudi pozneje srbske in jugoslovanske razstavljavce, ki so potem prihajali na naš sejem. Od njih smo pravzaprav tudi povzemali nekatera ocenjevanja, kajti na Novosadskem sejmu imajo številna ocenjevanja, tudi taka, ki jih mi nikoli se nismo lotili. In tako da tudi po tej plati pravzaprav sem vesel, da je letos država partner Srbija, ki je seveda tudi nenazadnje znana kot agrarna država, ima zelo močno razvito kmetijstvo, predvsem sadjarstvo, pa tudi živinorejo. So namreč največji proizvajalci sliv v Evropi, pa tudi malin. In seveda tudi eden izmed večjih proizvajalcev žitaric, predvsem koruze in pšenice. Pomurski sejem se vedno znova trudi uvesti novosti, ki naj bi pritegnile obiskovalce in razstavljavce. Letos smo se pa lotili nekaj v zvezi z nostalgijo, in sicer smo se lotili razstave stare kmetijske tehnike in orodij. V tem smislu bo na ogled nekje tam blizu 60 različnih starih kmetijskih orodij in tudi deloma strojev, od lesenega pluga do kovinskih pripomočkov oziroma orodij. Tako da mislim, da bo to tudi ena izmed zanimivosti letošnjega sejma. Nekaj statističnih podatkov o 63. Agri je dodal še izvršni direktor Pomurskega sejma. 1710 razstavljalcev iz 35 držav, od tega imamo kar 14 neposredno prisotnih podjetij iz 14 držav na skupni površini 71.100 kvadratnih metrov. Moram reči, da letošnjo leto so se razstavljalci še posebej
bi lahko rekel, pripravili kar veliko zanimivih novitet, tako da bo kar nekaj, bi lahko rekel, inovativnih rešitev, novih inovacij, strojev, tehnike, ne, tako da res moram reči, da se splača priti pogledati. Hkrati seveda lahko rečem, da bodo vse vodilne svetovne blagovne znamke, kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme prisotne na sejmu. Na voljo bojo seveda semena, sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema za živilsko-predelovalno industrijo in gastronomijo. Seveda bo vinska hala bo vabila na kozarček vina in degustacijo seveda najboljših, bi lahko rekel, kleti. Imamo seveda tudi vinski hram, kjer bo možna tudi vsak dan degustacija vin iz ocenjevanja Vino Slovenija. Agrena tržnica vabi z, seveda, bi lahko rekel, lokalnimi ponudniki za kakšno degustacijo ali nakup. Hkrati seveda imamo tudi medeni hram, kjer bo razstavljena najboljši medovi iz ocenjevanja medu. Ne manjka pa seveda, bi lahko rekel, tudi tistega splošnega dela, za vsakega se kaj najde, tako bomo imeli tudi seveda, kot že tradicionalno, avtomobilski šotor, kjer bodo tudi znane avtomobilske blagovne znamke prisotne. Seveda zraven k sejmu spada seveda tudi program, gradbeniški program, bi lahko rekel, tudi ogrevanje, hlajenje, fotovoltaika, stavbno pohištvo, tako da tudi tukaj take stvari, tako da dejansko ne more nihče reči, da nekaj na sejmu Agra ne bi bilo za videti. V spremljajočem programu Agre so že vrsto let strokovni programi. Agra že vrsto let dokazuje, da je več kot le sejem, je osrednje stičišče znanja, tradicije in inovacij, ki ga tako kot vedno soustvarjamo skupaj z vodilnimi vladnimi, strokovnimi in tudi stanovskimi organizacijami, na čelu katerih je seveda naše ključno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se bo to leto osredotočalo na ključna področja slovenskega podeželja in prehrane. V hali A bodo vsak dan potekale tematske predstavitve posvečene gozdarstvu, sirarstvu, oljarstvu, kmetijskim šolam, ribištvu in pa seveda poudarek na ekološkem kmetijstvu. Dogajanje bo tudi na njihovem razstavnem prostoru popestril priznani kuharski mojster Luka Pangost, ki bo kar 3-krat v živo pripravljal sodobne jedi, sestavljene iz lokalnih sestavin. Uprava za varno hrano bo s kampanjo Moja žival, moja odgovornost in nagradnim kvizom ozaveščala o pomenu odgovornega ravnanja in skrbništva živali, medtem ko bo pa informacijska točka Agencije za kmetijske trge vedno na voljo za vprašanja obiskovalcev, ki se bodo lahko potegovali tudi za lepe nagrade iz njihovega skladomata. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na vrsto tehtnih strokovnih dogodkov, in sicer njihov program se prične v nedeljo s predstavitvijo prilagoditev gozdarskega informacijskega sistema. Ponedeljek bo izjemno bogat s posveti o viziji naše kmetijstvo in hrana 2040 in o preprečevanju nedovoljenih ravnanj v prehranski verigi. V torek pa sledi razprava o posledicah Evropske uredbe o krčenju gozdov, v sredo pa srečanje z zamejskimi Slovenci. Poleg vsega naštetega bo na sejmu moč videti še veliko več, vsak dan bo tematsko obarvan s ključnimi strokovnimi partnerji in izvajalci.